Nova Ljubljanska banka je skupaj s podjetjem Comtrade prenovila spletno banko NLB Klik in z njihovim sodelovanjem razvila novost na slovenskem trgu – uporabo spletne banke tudi na mobilnih telefonih. O varnosti e-banke smo se pogovarjali s Tadejem Vodopivcem, strokovnjakom za informacijsko varnost pri Comtrade, bivšem Hermes Soft Labu. Ali je funkcionalnost nove mobilne banke enaka tisti na spletu? Uporabniki NLB Klika lahko prek mobilnih naprav uporabljajo vse bistvene e-bančne storitve. Prikaz je prilagojen mobilnim napravam in njihovim tehničnim zmožnostim. Kaj potrebujemo za uporabo mobilne banke? Za uporabo NLB Klika na mobilnih napravah potrebujemo mobilno napravo, ki podpira spletni brskalnik s povezavo v internet, in pa ta spletni brskalnik nam mora omogočati uporabo digitalnih potrdil oziroma certifikatov za prijavo uporabnika na spletno aplikacijo. Kako smo zavarovani, če nam kdo izmakne telefon? S tem, ko smo na mobilnik namestili certifikat in pripadajoči privatni ključ, je ta mobilnik postal neke vrste e-denarnica. Se pravi, z njim lahko preko NLB Klika razpolagamo z denarjem na svojem računu. Zdaj, če nam tak mobilnik izmakne, če ostanemo brez njega, je še vedno nekaj varovalk, ki ščiti denar na našem računu. Prva stvar je, da imamo na mobilni napravi določeno geslo, s katerim dostopamo do tega certifikata. Ta zadeva sicer ni del samega NLB Klika, ampak je stvar mobilne naprave in uporabnikovih nastavitev. Naslednja varovalka je osebno geslo za vstop v NLB Klik. To geslo je obvezno in ga ima vsak uporabnik NLB Klika. Če bi napadalec ali pa nekdo, ki nam je izmaknil telefon, prišel do tega gesla, lahko gleda stanje na naših računih in lahko prenaša denar na račune, ki jih imamo med hitrimi plačili, shranjene vnaprej. Potem, če bi hotel narediti pa naprimer prenos na nek račun, recimo v Ukrajino, bi moral uporabiti pa še dodatno varnostno geslo. To je v bistvu tretja varovalka, ki nas varuje pred nepooblaščenim prenosom denarja. Priporočljivo je, da uporabniki teh gesel nikakor ne shranijo na sami mobilni napravi, ker bi s tem v takem primeru pač izgubili vrednost teh varovalk. Pozornost je potrebno nameniti tudi scenariju, ko oddajamo mobilno napravo na servis. Takrat je priporočljivo, da ta digitalni certifikat z nje začasno odstranimo, da s tem zmanjšamo možnost zlorabe. Enako velja tudi pri posojanju mobilne naprave, naprimer, če jo posodimo prijatelju, če ni pod našim nadzorom, ali na kakšni zabavi, recimo, ko jih odložimo nekam in jih ne nadzorujemo stalno, takrat se moramo zavedati, da obstaja povečana možnost, da bo nekdo nepooblaščeno uporabil naš certifikat. Tako da se moramo odločiti, kako bomo ravnali v takem primeru. Kaj mora uporabnik narediti v primeru izgube telefona? Če uporabnik ugotovi, da mu je nekdo izmaknil mobilno napravo, je smiselno, da pri podpori Nove Ljubljanske banke blokira uporabo storitve in kasneje tudi prekliče certifikat.